En bolj odmevnih takih primerov, mogoče ni glih Etsy, ampak pač je podobno spletno poslovanje, ne, je bila pač ta situacija za temi OnlyFans ustvarjalci. Ne, in je pač Furs eksplicitno odločil, da bo vedno bolj pogosto se tudi pojavlja kripto kot plačilno sredstvo. In tukaj treba spet poudariti, da gre za neko posebnost, specifiko. Ne gre za negotovinsko plačilo in je spet potrebno davčno potrjevanje v ozadju urediti primeren status ali atipičnega zavezanca. Mogoče, če prodajemo v Evropski uniji končnim kupcem hitro tudi OSS vključitev, ne, ta one-stop shop Evropske unije. Poslovni prostor, splet, internet in tako je toliko kreativen, da se mi zdi, da itak vedno znova iznajde neke načine, kako pač se neke stvari lahko mal obide. In čez nekaj let pa vedno tudi sledi zakonodajalec. Sreče tako v ZDA, da so te stvari tako do majhnih zneskov malo bolj poenostavljene, kot recimo pri nas. Hej, hvala, da si z nami. Če te naše vsebine zanimajo, potem predlagam, da se čim prej naročiš na naš kanal. Gumb najdeš tukaj. Ali pa mogoče tukaj? Ali pa tukaj? No ja, gumb boš sigurno najdel sam. Nam pa vsak nov naročnik pride prav, zato da lažje ustvarjamo nove in še bolj zanimive ideje. Hvala ti. Robert Živjo, dobrodošel pri nas. Upam, da si se fajn ogrel v temle pogovoru pred podcastom, da smo zdaj pripravljena za akcijo. Živjo, hvala za povabilo. Sva. Hvala tebi. Midva bo šla zdaj kar direktno v neke konkretne teme in sicer ti si strokovnjak za računovodstvo in predvsem za računovodstvo na spletu. Ne? In ker je še posebej v času korone splet eksplodiral, greva v bistvu kar na tisto najbolj pogosto obliko spletne prodaje, to je dobra stara spletna trgovina. In kje se v bistvu, ne? Ker tako, ko postavimo spletno trgovino, se zdi vse full simple. 1, 2, 3 jo postavimo, 1001 orodje je na voljo, začnemo prodajati, ampak se z vidika računovodenja zelo hitro zapletejo. Ne? Kje so tiste težave? Ja, torej, prihajam iz Znajdi se akademije in računovodstva in nekako smo se že pred leti začeli predvsej ukvarjati s tematiko, kaj s temi spletnimi trgovinami narediti, ker znova in znova smo pač prihajali do spoznanja, da se pač podjetniki hitro lotijo zadev, postavijo in začnejo prodajati, potem pa kar naenkrat ne vejo, kaj pa zdaj, ne? Kaj pa z davki, kaj je z pač računi, kako to prikazovati, kako voditi evidence. In tukaj je kar nekaj izzivov, no, ki jih je pač treba v bistvu nasloviti pravzaprav pred začetkom poslovanja, ali pa čim prej, ko pač imaš namen. Kako pa jih naslovi pred začetkom? Ja, to je tisto dobro vprašanje, ne, ker ne poznam pravzaprav, ker veliko jih verjetno začne pa na neki točki obupajo in niti ne pride potem do tega, da bi karkoli naslovili. Dosti je pa takih, ki pač jim pa nekaj uspe, pa se jim pač steče prodaja, ampak ugotovijo, da so mogoče pa mesece ali pa celo leta nekateri prej poslovali, bi rekel, na neskladen način, ne, niso imeli registrirane dejavnosti, mogoče niso imeli pravih davčnih zadev urejenih in potem je pa tu težava. Zdaj, kolikšen je pa delež, pa težko povem, ker so taki in drugačni primeri. Imaš tudi paciente, ki so delali pač, ne vem, po nekaj 1000 evrov mesečno več let. In to smo tudi prej govorili, no, temu potem rečemo sanacija te situacije nazaj in s tem je res veliko dela. Kar pa se tiče same spletne trgovine, pa tega je pa mogoče danes nekakšna tranzicija, no, v te pač tiste bolj prepoznavne, pa bolj tudi, bi rekel, enostavne platforme, ne, kjer se prodaja. Jaz opažam to, no, da se mogoče kasneje odločajo ljudje za prodajo dejansko prek svoje spletne trgovine, ampak najprej začnejo v bistvu preko neke platforme, ki omogoča nek poenostavljen način poslovanja tudi, ne, se pravi, da ti ni treba celoti zaštartati neke spletne strani, ne vem kaj postavljati, pač pa si izmišljati nek CGP, pa vse pač imeti tekste in tako, ampak mogoče narediš sam pač osnovne neke produkte, neke slike, jih objaviš ali pa storitve, ne, kakorkoli predstaviš in že začneš prodajati, ne, in najbolj zanimivo pri teh platformah je ravno to, da ti je običajno na voljo pa bistveno večje občinstvo, ne, ker so običajno tudi globalne. Ne. To so v bistvu platforme, kot je recimo Etsy, eBay, ne, najbrž kaj. Tako, eBay, Amazon, ne, pač, pa še vrsto teh. Ne.
Pa recimo, če ostaneva zdaj za začetek kar pri Etsiju, recimo, da zelo veliko ustvarjalcev, ne, predvsem postavlja svoje trgovince na Etsiju. Kaj bi ti rekel, da je največja specifika oziroma težava pri samem računovodenju za neko Etsy trgovino? Ja, zdaj, mi smo se priznali se kar nekako specializirali tudi za to Etsy poslovanje, ne, pravimo smo vsi, da smo tudi kar Etsy računovodstvo in specifik je velik in odvisno pač tudi od tega, kaj se prodaja in pač se pravi, na katere trge, ne. Ker to pri Etsyju je precej ločeno, prodaja fizičnih izdelkov ali pa na drugi strani digitalnih izdelkov, mislim produktov, ne. Pa potem ali se omejimo pač recimo na poslovanje znotraj Evrope ali pač predvsem ciljamo na Ameriko ali pa pač vse ostale tudi države in zdaj tukaj pride pa že kupenih kombinacij, ne, ki jih je težko mogoče zelo na hitro stolmačiti, ampak predvsem je pač to osnovno pravilo to, da pri prodaji fizičnih izdelkov moramo razumeti Etsy kot zgolj tržni prostor. Se pravi, tako kot bi si predstavljali tržnico v fizičnem smislu in pač pridemo tam, prodajamo na nekem svojem štantu, ampak tržnica nima nič s tem. Se pravi, tržnica ne bo izdala računov kupcu zelenjave, ne. Isto Etsy ne izda kupcu računa, ne prikazuje tvojih evidenc, ne obravnava pravilno tvojih davčnih zadev, nikakor ne. To je v bistvu že prva stvar, ki moramo paziti, ko prodajemo neke fizične izdelke, ne, na Etsyju, je, da smo mi tisti, ki za vsak nakup izdamo račun s končni stranki. Tako. Kako pa potem v bistvu poračunavamo z Etsyjem, ne? Etsy ima tudi cel kup nekih stroškov. Ja, Etsy pač te fije svoje zaračunava, take in drugačne, ne. Okvirno govorimo nekje 25-30% se računa, da se Etsy opusti, ne, v končni kalkulaciji, ampak tukaj treba razumeti, pač to zdaj govorijo specifično o fizičnih izdelkih na Etsyju, govorimo o tem, da je to pač storitev, ki jo Etsy opravi, ne, se pravi, nam jo zaračuna in zdaj tukaj se pa potem dotakneva teme, ki jo bova kasneje mogoče bolj obdelala, pa pač pride v igro tudi davek na dodano vrednost, torej DDV, ki ga je potrebno pač tudi pravilno potem upoštevati, imeti vzpostavljene tudi evidence za ta račun. V času, ko je tale podcast zunaj, že velja pač zakonodaja glede tudi pač vodenja in poročanja FURS-u konkretnih evidenc tudi, ne zgolj pač tistih DDV obračunov, ampak je treba tudi knjige izdanih, pa knjige prejetih računov prilagati FURS-u. V glavnem, to vse skupaj za seboj potegne. Mogoče pa, kot rečeno, en ključni poudarek je to, da Etsy platforma kot takšna ne naredi kaj dosti zate. Večino administrativnih, davčnih in ostalih bremen je še vedno na prodajalcu. Predvsem, kadar govorimo o se pravi fizičnih izdelkih, zdaj pa če še mogoče samo ta del pokrijemo, ne, so pa digitalni produkti oziroma digitalne storitve, to so ponovadi te downloadables, ne, se pravi, ko nekaj oblikuješ, neko logotip ali pa pač neko, ne vem, planer ali pa whatever, da pač potem prodajaš preko Etsyja lahko. Takrat pa Etsy malenkost spremeni vlogo in postane v bistvu preprodajalec teh izdelkov, torej reseller, in je zgodba potem precej drugačna. Takrat pa pač se vzpostavi recimo temu poslovni odnos z Etsyjem in pač si ti dobavitelj Etsyju in je treba temu primerno seveda pač upoštevati, da gre za B2B poslovanje, se pravi, ne, med dvemi poslovnimi subjekti in pač zahteva to neke druge vrste obračunov. In potem v bistvu se že način zaračunavanja spremeni, ne? Potem verjetno izdajemo račun Etsyju, kot našemu poslovnemu partnerju. Pa treba je pač potem vedeti, kaj je točno zaračunavati, kaj se vključuje v ceno in tako. Podobno tudi pri fizičnih izdelkih, ni vse tako čist, bi rekel, kristalno jasno, kaj se točno zaračunava in je treba kar paziti, ne? Ker je kar nekaj postavk na teh prodajnih orderih, no, se pravi na teh prodajnih naročilih, ki jih je treba upoštevati pravilno, ne, ker gre pač odvisno od kot je ta človek, ki je kupil to, ali iz Evrope, ali iz ZDA, zunaj Evropske unije in tako, no. A je kakšna država, ki pa vi računovodje, ki vidite, pa si rečete, ta pa prodaja v to državo, to bo pa zakompliciran.
Kakšna, ki ima res Načeloma težko. niti ne, ker Ne? dejansko je tako, pač Evropa kot takšna je relativno enotno opredeljena, ne, ima skupne pač pravila kot enoten trg, medtem ko imamo pač potem pa tretje države, ki pa v bistvu imajo spet svojo specifiko, da na nek način iz tega davčnega vidika niso toliko naš problem. No. Mislim, saj ne naš računovodstva, ampak in se potem niti ne ukvarjamo toliko s tem, temveč zgolj v bistvu stranko napotimo, da če je recimo prevladujoč nek trg in če tam predstavlja to nek velik del dohodka, ne, iz tistega trga, da se pač potem tudi pozanima o svojih obveznostih pri tistem trgu, torej pri računovodskih ali pa izvajalcih ali pa davčnih svetovalcih tiste države. Ne. Da se seveda malo bolj seznani z zakonodajo. Ja, ker to, če ti nekam prodajaš, sploh recimo v ZDA, ne, je zelo specifika, ne vem, se lahko recimo prodaja v neko specifično državo. Ne, imeli smo primer, nedolgo nazaj, ko smo ga kar tako, je bil težaven za reševati, no, če smo malo bolj konkretna, ko je ena od strank se precej ukvarjala z blagovno znamko Dončić. Okay. In je bil pač izjemno velik del prodaje, je imel v zgolj dve, se pravi, zvezni državi, vemo, kateri dve. Dallas, se pravi, Teksas in pa pač Kalifornija. Ne? In je začel presegati določene prage teh držav, ne? In je to tisti catch, ne? Da nimaš ti samo ZDA, ampak moraš pač tudi ZDA so pravzaprav ločeni trgi. Ne? Vsaka od zveznih držav ima neke svoje pravila glede obdavčitve, tudi svoje prage, ki jih je treba eventualno reševati. Zato smo se pač potem nekako že povezali z enimi svetovalci, ne? Ki so to potem tudi reševali dalje tam. Ne? To so te pragovi, ki jih omenjaš, so predvsem davčni pragovi, ne? Dohodkovni, recimo temu, ja. To se pravi določen nivo prometa, ki ga moramo narediti. Potem pa moraš pač že nekaj prilaglasiti zadeve in tako, ne. In se v bistvu javiti tamkajšnjemu fursu lokalnemu, ne. Ja, IRS, ne, ta ameriška davčna uprava je kar težka zadeva, no. Ko enkrat presežeš prag, v sreči je tako v ZDA, da so te stvari tako do majhnih zneskov malo bolj poenostavljene, kot recimo pri nas, ki pa v Evropski uniji mogoče se prej neke stvari preseže, ampak ne, tako imamo. Ja, takle imamo, ne, nimamo nič kaj dosti narediti na to temo. A je mogoče še kakšna taka, prej si omenil evidence pri ECI-ju, ne? Kaj točno si imel v mislih? Kaj je treba v bistvu beležiti, voditi? Ja, mislim, zdaj tukaj čisto detajle je težko iti, ker pač je en kup pojmov v ozadju, ki jih je težko čist laiku raztolmačiti, ampak v osnovi je pač treba vedeti, da vedno, ko poslujemo, bo verjetno prišlo do nekih obveznosti, nekega poročanja ali pa prijavljanja teh dohodkov. Ne? Tudi če samo poskusimo, ne? Tudi če recimo samo rečemo, samo smo te primere prej omenjala, ne? Samo poskusim, kako bo šla prodaja, ampak s tem že ustvarjaš dohodek in zdaj, če gre to za nek dohodek, ki ga ustvarjaš na nek organiziran način, da s temu pač posvečaš nek delovni proces, imaš, ne vem, kupiš neke stroje, zato da to delaš, recimo neke fizične izdelke, najameš mogoče celo prostor, kjer pol to delaš, imaš neko dobavno verigo, ne, temu že rečemo nek organiziran proces in to je že lahko element tega, kar potem FURS, ne, ali pa pač ostali pač organi, ki to preverjajo, ocenijo, da gre za dejavnost. In če gre za dejavnost, je potem treba to v okviru neke registrirane dejavnosti seveda tudi potem prijaviti, dohodek, ne, takšen. Če pa ne gre v okviru registrirane dejavnosti, je pa ravno tako treba ta dohodek prijaviti kot pač ali nek drug dohodek, ne, ali pa kakorkoli. In ta problem, no, da v bistvu tega, kje začeti pa kaj sploh, daj sploh to legalizirati, je zelo, zelo pomembno, no. In je pač from day one, ne, pač od prvega dne pravzaprav večinoma je treba kar že imeti pošlihtane stvari. In se v bistvu velikrat podjetniki na tak način zaletijo, ne? A pa imaš mogoče kakšen primer, ko je prišlo do inšpekcije, recimo FURS pregledati neko ECI trgovino. Se to že dogaja v Sloveniji? Je zdaj tako, pač, jaz mislim, imeli smo
strahove pred inšpekcijami, če nič drugega. Ja. No? Pa pač parkrat se je zgodilo, da niso bili čisto sigurni, kaj se je zgodilo in so pač potem se res ustrašili in potem smo šli pa res v neko to sanacijo pa legalizacijo vsega skupne. En bolj odmevnih takih primerov, mogoče ni glih heci, ampak pač je podobno spletno poslovanje, ne? So pa pač te zdaj nedolgo nazaj, mislim, trenutka, ko mi snemamo, je bila pač ta situacija za temi OnlyFans ustvarjalci, ne? Okay. In je pač FURS se prav eksplicitno pač odločil, da bo to kontroliral in preverjal in pač nadziral, ali so bili te dohodki prijavljeni ali ne. Zdaj celo so govorili o konkretnih številkah, koliko ljudi so to pač dobili te podatke, koliko so te ljudje zaslužili, koliko so tisti največji, bi rekel, zaslužkari dejansko ustvarili. Ne? In to pomeni, da so imeli konkretne podatke. Ne? In pač smo imeli nekaj teh primerov, ko pač je bilo kar kritično. No. Ja, ker verjetno podjetniki malo tudi računajo na to, oziroma da FURS pa ne bo šel OnlyFans čekirati, ali pa se ne bojo ukvarjali z vecijem. Seveda, to pač podjetniki na eni strani laično pričakujejo, ampak žal, oziroma k sreči, kako obrnemo, je pač spet tukaj ta moment Evropske unije, ki deluje na način, da pač poenoti ta trg. Ne? In tudi do teh velikih platform so bile sprejete določene direktive na ravni pač Evropske unije, tako imenovana DAC7, pa zdaj že DAC8, pa še nekatere druge, ki obvezujejo potem vse te platforme, da v bistvu morajo poročati podatke o zaslužkih rezidentov teh držav. Ne? Torej, FURS je tudi na ta način potem dostopal do tistih preomenjenih OnlyFans podatkov, ker je pač platforma, ta Phoenix International, ki je pač lastnik OnlyFansa, bila dolžna te podatke tudi posredovati. In vse platforme so pač tukaj dolžne. Ne? To je pač takšen je pravni red Evropske unije. Ne? In po eni strani, po drugi strani pa ne samo te platforme, tudi finančne inštitucije so prejele eno takšnih direktiv, ki določa, da morajo, kadar gre za neko večjo število transakcij, se pravi, če je ta platforma v neki drugi državi, ali finančna, govorimo naprimer Stripe, PayPal ali pa kdorkoli, v neki drugi državi in je pač ta človek, ki je te neke transakcije prejemal, mislim, da če je 20 transakcij na letni ravni dobil, mora pač že obvezno po uradni dolžnosti potem te podatke predati finančni upravi. Ne. Tako da kar nekaj mehanizmov je, ni nujno, da bo zdaj pač FURS šel tam na OnlyFans, pa se registriral, pa gledal, to je pa ona soseda, ne. Ampak pač pač dobijo podatke. Ja, mogoče tudi, no, ampak ja. Definitivno se pa ta krog, oziroma ta manevrski prostor, ki so ga podjetja imela, znatno oža. Po eni strani. Po drugi strani pa sej pač poslovni prostor, splet, internet in tako je toliko kreativen, da se mi zdi, da je tako vedno znova iznajde neke načine, kako pač se neke stvari lahko mal obide, ampak potem po drugi strani čez nekaj let pa vedno tudi sledi v bistvu zakonodajalec, oziroma pač Evropska komisija v našem primeru dostkrat, ki pa te stvari nekako ujame. Potem pa dostkrat tudi historične podatke prejmejo, in to je ta problem, v bistvu dohodkov. Vedno, kadar nekaj zaslužimo, vedno, kadar nekaj prodajamo, sploh če je to nek večkratni dogodek, da večkrat nekaj prodamo, smo ta dohodek dolžni prijaviti. Pa ne glede na to, da smo to ustvarili v Sloveniji, ali v tujini, ali prek spleta. Obstaja namreč v davčnem pač pravnem redu eno splošno načelo, ki se mu reče obdavčitev po svetovnem dohodku. To pomeni, da ne glede na to, kje sem jaz nek dohodek dosegel, ali pa zaslužil, sem ga dolžen v bistvu prijaviti Sloveniji in tudi plačati načeloma davek, razen če so pač neke konvencije ali pa kakorkoli izogibanju tega dvojne obdavčitve, če sem že nekje drugje plačal, ampak bistvo je v tem, da pač dohodek je treba prijaviti. Ne? Ali ga ali ne, seveda se pač tukaj lovimo, in tudi pač ne rečem, da zdaj bojo za vsakih 5 centov, ki si jih pa pač tisto prodajo dosegel, da bo zdaj FURS te lovil, ali pa tudi 50 evrov, nikoli pa ne veš, dostkrat se pa potem, kako ga zaomenila, zgodi ta zanka, da začneš nekaj, poskusiš, pa da uspe,
pa mogoče nikoli ni pravi čas, zdaj bom pa res začel, ne? Ker se mogoče tudi sam težko odpoveš tistemu dohodku, ker ti ga bo pač odžrla država, ne? To pa že boli, ne? Ja, prispevki, na primer, že sam za SP, ne? Prispevki, dohodnina, ne vem, mogoče kakšni dodatni stroški in tako, in ja, ne? Niso tako mali zneski na to, ne? Ja, sigurno, ne, pa tudi treba se potem malo več administraciji posvetiti, ne, treba je določene evidence voditi, določena dokumentacija pride za sabo, ne. Ja, ampak, ne, seveda, to so vse minusi, ne, ampak na drugi strani je pa en veliki minus, ki mu pa pravimo tveganje. Ker pač, če ne posluješ skladno, ne, pravzaprav v tem dohodkovnem smislu, ko dohodkov ne prijavljaš, gre za davčno utajo, ne. Zdaj, ko se enkrat preveč tega nabere, lahko preideš že celo v kaznivo dejanje, ne. Ja, in to je Tako potem, če ne drugega, ne, če je pa vsaj zelo, zelo težka sanacija, ne, ker nas čaka potem, če smo recimo leto, 2, 3 poslovali tako mimo knjig in določil, ne. Ja, in pri tem spletnem poslovanju se pri nas znajdi se računovodstvo predvsej ukvarjamo ravno s temi sanacijami, ko pač zaradi nekih razlogov, mogoče prej niso imeli prijavljene niti dejavnosti, niti nič, potem je pa treba to vse skupaj spraviti skupaj. S tem je bistveno več dela, kot če bi od dneva ena imel stvari pošlihtane, in to za seboj seveda potegne ogromno dela, ne, tudi pač nas, izvajalcev take sanacije, ogromno angažmaja strani tudi samega podjetnika, da ne rečem, kaj šele nekih, bi rekel, skrbi tistih, ko te po noč zbudijo, ne, in tako, mislim, ne. Pa iskanja takšnih in drugačnih papirjev, ki bi nekje mogli biti, ne? Ja, pa če že sploh naletijo v bistvu na nas, ki pač se spoznamo na te stvari, pa da delamo te sanacije, pogosto mogoče pač porabijo, ne vem, nekega nespecializiranega računovodjo, ne, ki pa mogoče nima tukaj izkušenj s tem in potem še slabše naredi, oziroma ne naredi prav zadev, saj ne more vsak vse vedeti, ne, in tu so potem kar hude težave, sploh če pa se nekaj naredi, ne, to pa se narobe naredi, ne, to je tako, kot da bi šel, ne vem, eno hišo, ne, staro renovirati, ne, pa boš nekaj obnovil, pa tako, ne, pa pride potres, ne, pa če ni bilo dobro to renovirano, imaš lahko več problemov, ne, kot če ne bi nič naredil, mogoče bi bila hiša še vedno stala, ne. Ja, če ne bi ti mogoče pa tam pri temeljih nekaj požagov, ne, kar ne bi bilo treba. Okay. Zdaj so v bistvu večkrat zaokrožila tale ECI, ne, pa te platforme, pa recimo, da je zdaj ta najina provizoriš podjetnica zrasla do te mere, da se je odločila, da bo imela lastno spletno trgovino. Pa dejva reči, da bomo štartali tukaj čisto iz nule. To se pravi, najprej se treba odločiti za neko pravno organizacijsko obliko, ne. SP, DO, nekako najbolj pogoste. Kaj bi ti kot računovodja priporočal? Ja, mislim, zdaj tako seveda večinoma razmišljamo kot ta SP, normirane SP, se običajno ne pogovarjamo. Gre za obliko, ki je pač nekako najbolj, recimo temu, enostavna, vsaj zdi se, no, čeprav v naših računovodskih krogih se tudi s tem precej sprašujemo, ne, koliko je zelo enostavna, ker je res vedno več nekih predpisov, ki tudi vplivajo na ta administrativni del, ki naj bi ga ta ureditev razbremenila, ampak sama ureditev ampak je polen kup nekih drugih dejavnikov, pa nekih drugih zakonov, po katerih moš neke evidence ali pa neke stvari voditi, ki te pa ne razbremenijo. Ampak, da ne zaidem preveč, osnovna neka varianta je, mislim, dajmo tako si razčistiti. Tako kot sem že rekel na začetku, takoj, ko pride nek ustvarjanje nekega dohodka, pa da se to ponavlja, recimo temu, da je to najbolj tak nek način, kako ugotoviti, ali si dolžen ali ne, si načeloma že dolžen registrirati dejavnost. Torej, registrirati dejavnost pomeni, da odpreš SP, po domač povedan, greš na spot točko, ne, to so te pač državne in pač tudi zasebne točke, kjer lahko pač odpreš firmo, no, pač če registriraš dejavnost, moraš imeti sedež podjetja, če nimaš lastnik nepremičnine, moraš imeti še izjavo tega lastnika, da pač lahko na tistem sedežu, lahko si najameš virtualno pisarno, pa ti oni pač potem tam tudi lahko registrirajo naslov. Skratka, te formalnosti upraviš relativno zelo enostavno, ne. Odločiti se moraš, katero dejavnost boš registriral, glede na to, kaj delaš, ne. Zdaj, če nekaj, recimo, prodajaš nekih fizične izdelke, da si recimo nek ustvarjalec, ko smo prej imeli te primere ECI-ja, lahko tudi pač tako dejavnost, ki ima to pač proizvajanje oziroma obrtno
paziti treba seveda, da ni kakih omejitev, ker tudi pri dejavnostih nekatere je treba imeti pač obrtno dovoljenje, naprimer, ne, ali pa kaj podobnega. Ampak to te načeloma tudi seznanijo na teh podtočkah, no, za to zadevo. Potem moraš imeti pač na nek način, kako boš pač seveda tudi transakcije pobiral, ne, se pravi denar, ne, ali gre to za račun, poslovni, osebni, ali gre za mešani. Mi običajno vedno svetujemo, da imamo ločene poslovni pa osebni račun, tudi samostojni podjetniki, čeprav je lahko kombiniranega. Ampak takoj, ko bo se začelo to knjižiti ali pa kaj delati s tem, bo že težko potem razvrščati. Najbrž kar izziv slediti. Ja, kaj je zdaj zasebnega, pa potem tudi v končni fazi, ne vem, nekem računovodju razkrivaš vse svoje zasebne nakupe in tako dalje. Ne? Če se potikaš po OnlyFans, naprimer, ne? je že bolj, da imaš ločeno. Ja, ne. Potem pa imamo pač en kup drugih stvari še, ki jih je treba urediti. Mogoče tudi pravnih, ne? Kar pač seveda ti bistveno bolj veš kot jaz. In potem si ready to go. Ne? In pač potem pač seveda moraš še spletno stran imeti, ne? Se odločiti tudi za neko vtičnik ali pa neko pač platformo, na kateri bo zgrajena ta spletna stran. Med najpogostejšimi so seveda pač WooCommerce, pa Shopify recimo, pa potem ima še PrestaShop, pa razne. In ko enkrat objaviš gor pač te izdelke, storitve, si ready to go. Ne? In pa čakaš do prvega računa. Not so fast. Okay. Da vidimo. Imamo potem še nekaj obveznosti, ki jih moramo narediti. Med drugim bo treba izdajati račune, ker pač zakonodaja kot takšna narekuje, da je treba za vsako prodajo, ne, tudi preko spletne strani, izdati račun. Se pravi, tisto, kar bo prejel kupec, ne vem, nek potrdilo o plačilu, receipt ali pa karkoli, to ne bo dovolj. Ne, ti kot poslovni subjekt, se pravi kot SP ali pa DO, mogoče tudi, si dolžen tudi izstaviti račun. In tudi tak račun običajno, ki je davčno potrjen. To je ena posebnost, tako imenovana fiskalizacija oziroma davčno potrjevanje, ko v bistvu s FURSom izmenjamo neke podatke, da ima FURS kontrolo nad tem, kakšni računi so bili izdajani in tako. To vemo, da gre za tako imenovane gotovinske račune. Pač. Pa se lotevamo, v bistvu, če recimo največ trgovin se loti tega prek dobrega starega Stripa, ne? Ja. Gre tukaj za gotovinske račune? Ja, smatrano je kot gotovinsko. Ni smatrano kot negotovinsko. To se pravi, v bistvu je tudi neko poslovanje preko Stripa, nas v bistvu zavezuje k davčnemu potrjevanju. Ja, vsaka prodaja preko Stripa mora biti za njo tudi stati izdan račun, ki je davčno potrjen. Kajti Stripe je posrednik plačilni. In te posredniki so jasno opredeljeni kot pač tisto, kar je tudi treba v bistvu davčno potrjevati. Izjema je PayPal kot takšen, ali pa pač nakazilo na transakcijski račun, ampak potem, če imaš to kombinacijo teh plačilnih načinov, si že itak pač dolžen nekako recimo temu davčno potrjevati. So izjeme še določene, ne bomo šla zdaj v detajle, kako pač poteka, ampak ja. Podobno, če se nanašam naprej na tisto Etsy poslovanje, ker sem omenil, da pravzaprav ti Etsy ponuja nek tržni prostor kot takšen, ne? Platforma, ki sicer obdeluje tvoje naročila na nek način v ozadju, pa pač tudi procesira plačila in tako dalje, ampak še vedno si ti kot prodajalec prav tako dolžen izdati račun končnemu kupcu in to ga tudi davčno potrditi. Ne? Kako točno se pa lotimo davčnega potrjevanja računov? Ja, zdaj načeloma imamo več možnosti. Eno je, da si pač umislimo nek programček, ki to omogoča. Vstaja na par teh zastonskih čebelca, pa se lahko malo reklame. Ni reklama, ker so zastonski, ne? Tako da za neko manjše število. Pač potem, če govorimo o nekem večjem številu, je običajno smiselno povzeti nek sistem, ki bo povezan tudi z računovodstvom, ne? Če se pač tako odločimo, da bomo imeli podporo računovodstva, kar seveda toplo priporočam, pa ne iz poslovnega koristi, ampak iz tega, ker je veliko manj težav. Pa iz tega, da ti ni treba toliko sanacij potem narediti. Tako. In skratka, vse te vidike je treba imeti urejene in lahko pa se v končni fazi za davčno potrjevanje odločimo tudi za tako imenovano vezano knjigo računov, ampak zdaj danes v dobi govorimo o spletni prodaji, da ne bomo zdaj pa blokcev izpolnjevali pa pisali. Verjetno, res ne. Ja, obstajajo tudi neke integracije, ki lahko potem pač te zajemajo ta naročila, pa tudi nekako avtomatizirano zadeve sprocesirajo. Tako da to se je dobro pač pozanimati, pa
pri nekem, bi rekel, specializiranem računovodstvu, da pač pozna področje in ti zna potem tudi smiselno svetovati. In potem najbrž je tudi fajn, da če smo že spletna trgovina, ne, da probamo to digitalizacijo peljati naprej, ne, da se tudi integriramo s kakšnim računovodskim programom. Seveda, ampak so neki pragi, ko je to ekonomsko smiselno ali pa ne. Za nekaj par naročil na mesec, najbrž ne bomo ne vem kakšnih integracij delali. Če pa računamo na pač povečan obseg prometa, dvig števila računov in tako, potem pa pač je na neki točki sigurno smiselno to premisliti, ker v končni fazi noben se posla ne loti iz tega veselja, da bo pa izdajal račune. Pa sedel za računalnikom pa klofal orderje, naročila, izdajal račune in ne vem kaj vse. Vsak dela to zaradi tega, ker mu je všeč početi tisto, kar prodaja. Običajno to neka izdelava nekih izdelkov ali pa prodaja nekih storitev, oblikovanje, karkoli pač je. In ko je tega več, se ti lahko dan hitro zabaše s to administracijo. In zaradi tega je potem dobro pač pa te stvari že avtomatizirati. Kaj pa recimo zaloga? To se mi zdi pa v bistvu nekaj, kar mi pravniki nekako pri spletnih trgovinah skozi rešujemo z nekimi klauzulami, da če izdelek ne bo na zalogi, da lahko potem odstopijo od pogodbe in tako naprej. Skratka, ta zaloga pri spletnih trgovinah je en tak izziv. Kaj pa z računovodskega vidika? Je tu tukaj kakšna težava? Ja, zdaj zmotna interpretacija tudi pač teh tako imenovanih normirancev, ki sem jih prej omenil, je, da oni ne rabijo nič voditi. Ker v resnici, takoj ko govorimo o spletni trgovini, da imamo se pravi, sploh kadar dejansko govorimo o trgovini, da pač preprodajamo stvari, da kupujemo nekaj, pa jih pač potem prodajamo prek spleta, svoje spletne strani, so pač poslovni subjekti zavezani tudi trgovinski zakonodaji. In trgovinska zakonodaja jasno opredeljuje, da je pač vodenje zalog del obveznih evidenc. In iz tega vidika je treba že kar na zgodnji neki fazi v bistvu vzpostaviti te evidence, vzpostaviti, kaj nabavljamo, kako vodimo potem te cene, kaj prodajamo in pač potem ustrezne te metode, ali so to FIFO ali pač poprečne cene, kakorkoli, voditi tudi potem imete inventure, ki so obvezne enkrat letno vsaj. Skratka, to vse za seboj potegne kar en kup, bom rekel, aktivnosti administrativnih, ki jih dostikrat prezremo samo na račun tega, ker rečemo, ne, jaz sem normiranec, meni ni treba nič, v resnici ni tako, To se pravi, je v bistvu tudi zaloga neka taka problematika, ker recimo, če si predstavljava, da zdaj ta trgovina posluje 2 leti, brez nekega beleženja zalog, je potem v bistvu to res zahtevno reševanje. Inšpekcijske službe imajo super priložnost za uspehe. Kakšna bolečina pa nas čaka v denarnici, če ne beležimo zaloge? Mislim, zdaj male ribe težko sodim, koliko zares, ampak tisti, ki pa pač že ustvarjajo, imaš pa tukaj več plast, kaj to pomeni, kakšen vpliv je to na neko, bi rekel, končno finančno sliko. Že prva stvar je, če ne vodimo zalog, mogoče na neki točki ne moremo prikazovati niti stroškov teh porabljenih, se pravi, zalog. In slej ko prej, če dobro razvijaš posel, presežeš tudi te prage normiranca in moraš izstopiti ven in potem moraš pa dejanske stroške začeti, bi rekel, uveljavljati. In zaloge so lahko zelo pomemben faktor pri tem. Dostikrat danes govorimo o teh zelo nizkih maržah tudi. In kar pomeni, da če je nižja kot je marža, čeprav si hočemo imeti čim večjo, ampak nižja kot je marža, pomembnejše bojo zaloge, ker bojo večji delež pa stroških noter prikazovali. In v bistvu si na tak način, ko majčkeno zamahnemo z roko, lahko tudi škodujemo pri neki davčni optimizaciji. Ja, in tudi tvoj vidik, ki si ga prej omenila, ko se neke klauzule noter dajo, da potem lahko odstopi, seveda lahko odstopi, ampak ko enkrat posel se razvija, pa ko se ta tudi obseg dela razvija, pa pač število naročil in tako dalje, je to še toliko bolj pomembno in tudi vodenje zalog in da so te zaloge tudi hkrati ažurirane in na celi v bistvu fazi, mislim, na celem, bi rekel, verigi tega pravilno vodene. Da pač spletna stran ve, koliko imaš na zalogi izdelkov, zaradi tega, ker če pač neki naroči, nekdo lahko kupi, pa ti nimaš tega na zalogi, potem ne boš mogel
dejansko pravilno izvesti tega naročila in lahko pride že odstopa od pogodbe in si samo zakompliciraš stvari. Ne. Ni pa to enostavno, definitivno ne. Tudi sistemi sploh niso tako samoumevni, pa tako gladki, kot bi si človek predstavljal, ne, da je to, kar vse se da simpel povezati. Kaj pa misliš, a je ful pomembno potem, da si res najdemo že, ko smo majčkeni, nek sistem, da mogoče, ne vem, tedensko, dnevno, mesečno te zaloge pregledujemo, da nas ne čaka, da ne s strahom pričakujemo tistih par dni v letu, ko bo inventura. Kako si lahko pomagamo? Imaš kakšen tak nasvet? Ja, mislim pač teh pristopov k inventuri je kar nekaj, ne, in pač to je tudi stvar, ki se jo pač človek potem priuči, ko enkrat pač posel razvija, je pa dobro imeti mogoče neke osnovne napotke, kako to delati in pač dobro, zdaj imaš več, bi rekel, smernic ali pa več različnih poti. Eni imajo pač to, da res vsakomesečno delajo inventuro, ne. Če je to relativno malo število izdelkov, je to smiselno, ne. Če imaš mali nabor artiklov, da imaš, ne vem, recimo, da imaš v spletni trgovini vsega skupaj 20-50 izdelkov, ne, je to izvedljivo. Mogoče, če na ta način izbereš način obračunavanja zalog in tako, pa da hočeš čim bolj ažurno to voditi, okej. Pol imaš metodo, ko v bistvu selektivno čekiraš zaloge, tako bi rekel, preveriš ta artikel enkrat na mesec, pa unga, ali pa pač neko štih probo delaš, da ugotavljaš približne neke, potem pa enkrat letno pa narediš neko celostno inventuro. Ne. Imaš pa pač tudi, bi rekel, te zelo kratke verige, ne, se pravi z čim manjšimi zalogami, ne, in tam običajno imaš na zalogi par izdelkov, ne, ki jih lahko tako vsak dan čekiraš oziroma imaš metode že kako zložiti po policah stvari, da res imaš dober pregled, da ko pač pipneš eno zadevo, da jo daš noter v paket, ti tudi zmanjša zalogo in že vidiš, da imaš samo eno. Ne. Mislim, sisteme pač je treba vzpostaviti in pač sploh, ko enkrat je rast prodaje, je rast v bistvu samega, bi rekel, količine, ki jo obračaš, je običajno začne biti problem ta ozka grla. Ne? In potem se tudi tu lahko, kar je pa ključno pri spletni trgovini, pa nasploh pri poslu, ne, je pa user experience, ne? Se pravi, je pa nakupna izkušnja. Ne? In nekdo, ki je ful zadovoljen s tvojim nakupom, se bo verjetno še vrnil. Če boš pa ti, ko si neznan, ker ti nisi mimo vrste ali pa neka zelo znana blagovna znamka, trgovinska znamka, boš pa enkrat nekaj zaribal in pač se ne bo več vrnil na tvojo stran. Ne? Tako da definitivno potem je treba začeti nek sistem vzpostavljati takrat, ko je zadeva še obvladljiva, ne? Pa potem nadgrajevati, ker v bistvu, ko enkrat pridemo v to obdobje hitre rasti, takrat ni časa za vzpostavljanje sistema, takrat gasimo požare, pa upamo na najboljš. Ne? Žal se običajno takrat, to običajno sovpada, da se takrat tudi, ko sem prej omenil, ta ekonomska računica začne nekako, bi rekel, kazati pozitivne znake. Ne? Prej običajno ne, ker pač tak vložek v neke sisteme, dobre sisteme, lahko stane kar nekaj denarja. Nekaj 1000 evrov je treba običajno vložiti minimalno v to, da imaš ti nek sistem vzpostavljen, integriran, da stvari tečejo samostojno. Ne? Na začetku običajno tega denarja ni za ta namen. Ne? Pač si rečeš, bom pa pač malo več časa porabil za to, da bom ročno zadeve pakiral, ampak kot rečeno, ne? Na neki točki se moraš pa vprašati, koliko je zdaj ta nakupna izkušnja kupcev slabša, ker ti nimaš sistemov vzpostavljenih. Ker to je ključno. Ne? Ja, na koncu je to tisto, kar odloča. Zdaj, ali boš izkušnje kupcev odloča. Oni glasujejo o tebi za svojim denarjem. Točno, če si dobro opravil svoje delo in dobra avtomatizacija je del tega dobro opravljenega dela. Ne? In tukaj nam sigurno lahko pomaga digitalizacija, sigurno nam lahko pomaga AI, verjetno že kaj. Mislim, tukaj je zdaj debata. Danes je teh AI pogruntavščin zelo velik in zdaj odvisno od pač stvari, ki jo prodajaš, kaj delaš, koliko ga boš uporabil, definitivno pa se pač vedno več odločajo za implementacijo orodij umetne inteligence in bo pač to šel trend v to smer. Zdaj,
Mogoče v tej spletni trgovini pa tako se še največ poslužujejo za pač neke ta copywriting, se pravi, ne, za pač opise in tako, to je že dobra stvar, ne. Mogoče te sistemske stvari pa malenkost težje na tej točki, no, handla, ne. Kako si pa ti, ne? Mi da so se te teme že malo dotaknili naprej, pa so rekli, da devajo povleč notke, je dobra, ne. Kako se ti srečuješ, ne, v tvojem računovodskem servisu z AI-jem? Kakšne izkušnje imate? Pridejo stranke k vam pa rečejo, nam je pa ChatGPT povedal, da je tole? Ja, to je nekako najbolj pogost trenutno ta model, ne, ko pač dobimo nasvetovanje, pa so že precej načitani, ne, v narekovajih, ne, iz ChatGPT-ja ali pa pač nekega drugega AI modela o nekih tematikah in potem se dostikrat pač ugotovi, da so te v bistvu umetne inteligence včasih malo preveč kreativne, tudi to so prej ugotavljala, ne, in da si izmišljujejo neke stvari in poenostavljajo ali pa pač kar nekaj napišejo, pa v resnici sploh ni tako. In je pol v bistvu bolj ta težava stolmačiti, kaj je pa v resnici in kaj je res in zakaj tako. Ampak je težko to tudi stolmačiti, ne, ker kot sva ugotavljala, povprečni uporabnik AI-ja niti ne reče, navedi mi zraven vire, ne, kar pač ti kot pravnica si to vajena, ne. In potem ne moreš niti preveriti, odkot je zdaj to on dobil to informacijo. Včasih zahteva dejansko zelo velik dela, tudi recimo nekega davčnega, verjetno tudi pravnega svetovanja, da ti razvozlaš, ali je to zdaj res ali ni, ker seveda noben strokovnjak, mislim, sploh, neke očitne stvari, ampak neke specifike, neke detajle, pa ne moreš čist vedeti, pa biti čist siguren, če ti nekdo nekaj prenese. Moš preveriti informacijo. Ne? Ja. In imamo zdaj eno tako obdobje, se mi zdi, verjetno se vsi srečujemo, tudi mi pravniki, s tem, ko naši naročniki, ne, pridejo z nekim tako zelo suverenim stališčem, ne, ki so ga seveda pobrali iz ChatGPT-ja in njemu sorodnih modelov. In se mi zdi, da imamo mogoče eno tako obdobje, kjer smo premalo kritični do te umetne inteligence. Ne? Da pa je mogoče tudi čas, da ko ga nekaj vprašamo, testiramo, a je to res neka ta prava informacija. Imaš tudi tako izkušnjo? Ja, mislim, kot sem prej rekel, ChatGPT ali pa te modeli so lahko zelo kreativni in še zdaleč je to v bistvu zaenkrat še ne sega do nekega nivoja, nekega res uveljavljenega strokovnjaka. Ne. Tako da je treba biti kar precej kritičen in seveda lahko, je pa pocen, ne. Je pa pocen na svet. Ne. Pa suveren je tudi? Pa suveren tudi, ja. Ampak tudi tu velja, ne, sploh pri strokovnih nasvetih, malo denarja, malo muske in pač ne, tudi nasvet bo bolj pocenski in tudi na koncu vprašanje, kakšna so tveganja, ki jih nosi za seboj. Ne. Ja, ker dejstvo pa je, ne, da tvegan pa ne prevzame ChatGPT zate. Ne? Tako, zadnjič sem glih en dober citat bral, ne, ChatGPT ti bo že spisal pravilnik, ampak na sodišču ga pa ne bo zagovarjal. Ne. Ja, nažalost ne. Bo ga pa kdo drug, ampak nažalost bo pa tvoja denarnica tista, ki bo trpela pri tem. Ampak mogoče še ena taka tema, ki pa se malo izogibava, ne, ampak se bova zdaj dotaknila, pa si jo že omenil, to je pa DDV, ne, zelo glasni DDV, pa spletna prodaja. Tukaj se mi zdi, da je cel kup enih vprašanj, enih dilem, ki so povezane in z državami, v katere poslujemo, in s tem, kakšne izdelke imamo, a so fizični, a so digitalni. Pomagaj nam. Ja, davek na dodano vrednost je en osnovnih davkov poslovnih, ne, ki pač smo ga sprejeli že kar nekaj let nazaj in je pač razširjen tudi po celotni Evropski uniji, pa tudi po nekaterih drugih državah. Gre, kot ime pravi, za dodano vrednost, ne, davek na dodano vrednost, kar pomeni, da lovi to, kar zaslužiš v verigi proizvodnji ali pa pač v verigi, ko pač kjer si, ne, če si preprodajalec in tako dalje. Se pravi, se obdavči zgolj tisti del, ki ga ti dodaš, ne, zato je davek na dodano vrednost. Ne. Kar pomeni, da imamo potem sistem davka, ki ga ti zaračunaš in na drugi strani imamo odbitek, ki si ga odbijaš.
In to je pač osnovna logika. Na izdanih računih ti davek prikažeš, govorimo o tistih, ki so zavezanci za DDV. Če tak zelo poenostavljen primer damo, da je nekdo redni, rečemo redni zavezanec za DDV, ga na eni strani na izdanem računu prikaže, obstajajo pač spet specifika ali ne, potem pa na prejetem računu, kar pač koristi on neke zunanje storitve, ga pa tudi prejme, ne, ga mora plačati, ampak si ga hkrati tudi odbije. In tista razlika je pač ta dejansko potem davčna osnova oziroma pač obdavčitev poslovnega subjekta. Zdaj pa, da ne bila zadeva tako enostavna, je pa en kup izjem pa pravil. Že prvo kot prvo v teh statusih. Ta DDV sistem je nekako formiran, če temu rečem, v osnovi za pač podjetja večja in tako pač. To je bistvo. In da pač končni kupec, ki kupuje, plača ta davek na koncu. Tisti vmes, pa sam na tisto dodano vrednost svojo. In zdaj, ko sem rekel, da je zastavljen za večje podjetja, obstajajo namreč pragi, po katerih sploh postaneš zavezanec za DDV. Govorim o tem rednem zavezancu za DDV, ker potem je pa še več različnih statusov DDV-ja. Ampak v Sloveniji je zdaj pač pravilo, da 60.000 evrov na letni ravni je tisti prag, ki šteje, da potem pa postaneš redni zavezanec za DDV. Plus en buffer, mali pa, to so spet detajli. To je redni zavezanec za DDV in ko postaneš redni zavezanec za DDV, moraš na svojih računih, recimo slovenskim kupcem, začeti tudi ta DDV prikazovati, prej ga nisi, potem pa hkrati od prejetih računov, ki jih dobiš, si ga odbijaš. Potem imamo pa več različnih tipov zavezancev, ki niso tudi neredni, ampak imamo tako imenovanega atipičnega zavezanca. Najpogosteje je atipični zavezanec za koriščenje storitev iz tujine. To se pravi, ko izdamo mi račun v tujino ali pa prejmemo račun za storitve iz tujine. In v tem primeru pač gre za eno tako posebnost, ko v Sloveniji nismo zavezanci za DDV in slovenskim kupcem nič ne zaračunavamo DDV-ja, ko pa poslujemo s tujino, se pa identificiramo za njih kot poslovni subjekt z ID številko, VAT number, se temu reče. To je tista predpona SI, ki se jo doda, ki se da kot predpona davčni številki, in takrat potem začnemo v bistvu DDV nekako obračunavati glede na to, kakšna so pravila med poslovnimi subjekti. Namreč obstaja eno osnovno pravilo, ko pravimo, da se med poslovnimi subjekti DDV plača po sedežu prejemnika storitve. Zdaj, kaj to pomeni? Če si predstavljamo primer, imamo slovenskega podjetnika pa hrvaškega podjetnika. Dva poslovna subjekta, ki se odločita, da boste nekako sodelovali, recimo, da jaz prodam neko svetovalno storitev temu hrvaškemu podjetniku. In slovenski podjetnik mora, preden bo začel sodelovati s tem hrvaškim podjetnikom, se identificirati za atipičnega zavezanca za DDV. Torej, ko bo to naredil, v Sloveniji se mu nič ne spremeni. Če je bil prej nezavezan za DDV, je zdaj še vedno nezavezan za DDV. Ampak izda račun temu hrvaškemu in kot sem rekel, pravilo je, da se obračunava po sedežu prejemnika storitve. To pomeni, da Hrvat bo moral ta DDV prikazati sam pri svoji državi. Slovenc pa ne bo nič obračunaval DDV-ja. In podobno je obratno. Se pravi, ko jaz koristim neko storitev od nekega, kot poslovni subjekt, storitev od nekega tujega podjetja, pa naj bo to oglaševanje, naprimer, da pač Facebook oglase delam ali pa karkoli, bom moral narediti tako imenovano obdavčitev po sedežu prejemnika. Prejemnik sem jaz in Facebook, recimo Meta, podjetje meni izda račun in temu rečemo obrnjena davčna obveznost. Kaj se zgodi? Prejmem račun od Mete, se pravi od Facebook, skrovne družbe, imam gor zapisane podatke o podjetju in obračunam DDV slovenski in ga plačam slovenski državi. Kako pogosto pa se zgodi, da v bistvu to, se mi zdi, da v bistvu ne pomislimo podjetniki, ko prejmemo neko storitev iz tujine, da tukaj potegne to za sabo DDV. Ja, potegne za sabo DDV, kadar mi to storitev prikažemo kot poslovni strošek. Kadar vzamemo na originalen račun, na firmo, da vpišemo svojo davčno številko. In takrat že takoj postane ta obveznost obračuna DDV in pazi, plačilo slovenski državi DDV-ja. To je pri atipičnih. Jaz dobim račun od Mete za 100 evrov, recimo,
pol moram pa še 22 € plačati slovenskemu Fursu. Tako je pač pravilo. Ne? Je pa res, da mi ga Meta tega DDV-ja ni zaračunala in sem na ta račun dobil recimo več teh oglasov. Ne? Okay, ja. Ker je bil poln budžet za Meto. Ja, tako, ne. Tako da pač to je ta kalkulacija, ki se jo pač treba narediti. In ja, pač vedno, dostikrat se podjetniki, sploh normiranci, ki ne rabijo uveljavljati stroškov, ker pač obračunajo svojo dohodnino, svoj davek od dejavnosti, obračunajo po normiranih stroških. To pomeni, da dejansko glede na prihodke fiksen odstotek oziroma pač potem sprejemljiv glede na višino, ampak plačajo toliko odstotkov v državi. Ne? Tisti, ki so pa po dejanskih prihodkih, po dejanskih odhodkih, pa zbirajo račune. In zdaj te, ki zbirajo račune, morajo pa še toliko bolj paziti, ne? Ker bojo verjetno čim več računov hoteli zbrati in bojo vzeli račun za oglase na socialnih omrežjih ali pa kakršnekoli, bojo vzeli tudi račun za, ne vem, ChatGPT, bojo vzeli račun za Microsoft Office, če ga imajo najetega, ali pa Google, če imajo tisto suite, ne, se pravi njihovo, ali pa bojo pač vzeli račun za firewall ali pa karkoli. No, v glavnem, no. Bolj kot ne, vse te digitalne storitve nekako prihajajo iz, zelo veliko se odločajo podjetniki za v bistvu tuje ponudnike, ampak to nismo omejeni zgolj na Evropsko unijo, velja isto pravilo, ne glede na to, iz kje prihaja ta ponudnik. Spravi, če najemem jaz neko storitev ameriškega podjetja, je ravno tako pravilo obdavčitve po sedežu prejemnika, se pravi, je še vedno ta obrnjena davčna obveznost in moram jaz ravno tako obračunati slovenski državi ta DDV. Skratka, to je ta osnovni paket DDV logike. Imamo dva, če ponovim, imamo redne zavezance za DDV, 60 000 € je prag in ko enkrat to presežeš, moraš začeti obračunavati DDV. In hkrati si ga odbijaš od prejetih računov. Če si redni zavezanec, ti ni potreba postati atipični zavezanec, ker imaš že ID številko, si že vpisan z SI v te pač registre. Če si pa manjši kot 60 000 € na leto in nisi še redni zavezanec, potem pa moraš postati atipični zavezanec in paziti, ker boš pač od prejetih storitev, ki jih boš vzel na firmo iz tujine, moral plačati slovenski DDV. Ni pa še konec to, ne? Dobro, da si ponovil, In ko smo pri spletnih trgovinah, je to zelo pač pomemben vidik, je pa tako imenovano poslovanje s končnimi kupci nadaljavo. Ali pa prodaja digitalnih produktov znotraj Evropske unije. Namreč, obstaja ena tako imenovana uredba One Stop Shop, OSS, sistem, v katerega so se tisti dolžni vključiti, ki bojo prodajajo več kot 10 000 € končnim kupcem znotraj Evropske unije minus Slovenije. Ampak končni kupci govoriva prav potrošniki, kot fizične osebe? Tako, tisti, ki se ne identificirajo nam na spletni trgovini, če imamo to možnost vpisati davčne številke, se pravi navadnim, ne? Državljanom, pač fizičnim osebam. Robertu pa Ani. Tako, ali pa Hansu, pa Johnu, ne? V glavnem, in kadar presežemo 10 000 € tega prometa, se moramo vključiti v ta OSS in tukaj gre pač potem spet za eno specifiko, ko se pa pač ta DDV potem razparcelira v bistvu po teh državah, odkot prihajajo kupci. Torej, mi potem naredimo, treba je voditi evidenco, se pravi, tudi treba je spet evidence, ne? Treba je voditi pač evidenco po državah, ker najbolj vsaka država ima drugačne stopnje DDV-ja in potem pa to vse skupaj enotno se Fursu poroča, Furs pa potem to razparcelira naprej po državah Evropske unije. Skratka, ta sistem je še en tak in z letom 2025, začetkom je bil uveden še en poseben sistem, ko pa se mali davčni zavezanci tudi lahko identificirajo za upravljanje določenih storitev, naprimer, ali pa nekih zadev v en poseben sistem, ki pač je pa tudi še četrti, pa je malo manj vezan na spletno prodajo, tako da ga ne bom omenjal, ampak samo tako, če bi recimo nekdo hotel zmontirati eno klimo na, ne vem, Hrvaškem, nekje se lahko za tak primer tudi v eno posebno ureditev noter identificira. To, da se v bistvu poenostavi, recimo. Da se recimo temu poenostavi, To je pa še četrti sistem. S tem, da tudi imamo pa še variacije za atipične zavezance, ki so ločene stvari v smislu za atipični zavezanec za storitve ali pa za blago, ker je to še ena distinkcija. Pa pevaš vsem. Ki jo je treba poznati, kaj ti dostkrat se zgodi in to je napaka, in zato jo opozarjam. Tudi pri spletnih trgovinah se to dostkrat dogaja, da so atipični zavezanci.
in so registrirane za storitve. To je ta identifikacija, atipični zavezanec za storitve, za prejem ali pač prodajo storitev. Ne? Za blago pa niso, ker to je druga identifikacija. Potem pa fora je pa v tem, da se ta SI številka vidi v teh registrih evropskih in jaz recimo naročim iz Avstrije neke izdelke, avstrijski dobavitelj me počekira v teh registrih in vidi mojo SI številko in reče, aha, ta je identificiran, lahko mu pošljem brez DDV, ker bi bilo načeloma res tako pravilo. Ampak ker jaz nimam prave identifikacije, to ni pravilno. In tukaj se čisto zamešetarili vse skupaj in je težko to godlo rešiti. Zato je treba pač spet, ko bomo kupovali neko blago iz Evropske unije, od dobaviteljev iz Evropske unije, se je treba spet dobro pozanimati, kakšne so naše obveznosti in kako to urediti, da bo zadeva pravilna. To se pravi, moramo v bistvu zelo paziti, če so recimo, da vzameva spet to meto, ne, pa Facebook oglaševanje, če smo prejeli račun za to storitev, smo se pravilno registrirali kot atipični zavezanec, pa potem kupili klimo, ne, smo v bistvu že kikseni. Ne? Ja, mislim, ni nujno, no, ker je odvisno. Včasih pač, mislim, to je zelo težko te mejne primere, je treba kar posamično obravnavati. Ampak ja, treba je pa zelo paziti. Poanta tega vsega skupaj, če zdaj povzamem to godljo s tem DDV-jem, je, da pri spletni trgovini se zelo hitro srečamo z mednarodnim poslovanjem. In treba se zavedati, da se gremo mednarodno poslovanje. Pravila za nas, kot malega podjetnika, ki se gre mednarodno poslovanje, so ista kot za milijonska podjetja ali pa multinacionalke, skoraj ista. In če pač ne poznamo tega, to žal ni opravičilo, da delamo narobe. Multinacionalke, milijonska podjetja imajo svetovalce, imajo znanje, imajo resurse, da to rešujejo. Mi moramo ravno tako to reševati, ampak je treba... Malo bolj omejenimi budžeti. Ja, z omejenim budžeti, ampak če pa ne, pa smo v tveganjih za pač napake. Ne? Pa teba si zdaj, ko smo lih pri tveganjih za napake, deva si pogledati, kaj pa pravijo inšpektorji pri pregledu spletnih trgovin. Kako poteka en tak tipičen inšpektorski pregled, pa kaj je tisto, česar se morajo, kaj lahko naredijo spletne trgovine, da se pripravijo na en tak pregled? Ja, kar se tiče samega pregleda strani inšpekcij, imaš verjetno celo ti več, govorimo o spletni prodaji, celo ti več izkušenj v tem smislu, da dejansko FURS ni čist tiste prvi, ki bi tukaj bil tisti, ki bi preverjal. Največ se ukvarja tržna inšpekcija, ker je tukaj nekako zakonodaja najbolj, recimo temu, stroga. FURS na drugi strani tako težko te stvari kontrolira, kar ni tako uživo. Drugo je recimo neka trafika, ki posluje, ali pa neka trgovinca, ali pa nek salon, gostilna. Tam pač se zadeve potekajo živo in pač lahko pride FURS tam, medtem ko spletne trgovine malo manj, običajno. Kar pa lahko ugotavljajo, pa je seveda prvo kot prvo to, ena zelo pomembna stvar, ali imamo davčno potrjevanje urejeno. To smo prej govorili o tistem, da je treba imeti programček ali pa nekaj narejeno, da se bo davčno potrjevalo. Kajti plačila, kot smo rekli, preko teh sistemov, morajo biti pač davčno potrjeni računi. Seveda tudi inšpektori lahko nakupujejo na spletu, pa pač bojo prejeli račun od vas ali pa bojo dobili Stripe račun izdan, ker Stripe ima to avtomatizem, možnost Stripe invoicinga, ampak to niso davčno potrjeni računi. Je to v bistvu bolj neko potrdilo o plačilu? Piše invoice, piše račun, sam ni pravilno izdan. Zavede marsikakšnega podjetnika, ne? Ni davčno potrjen, ki bi moral biti. Tudi inšpektori lahko to najdejo, seveda. Tako da to je eno tveganje. Tako. Druga stvar je pogosto iz vidika dela na črno. Že v osnovi, če nimamo dejavnosti, pa imamo spletno trgovino, gre v osnovi za pač delo na črno. In tukaj pač je prvi korak, kot smo že čisto na začetku rekla, treba je odpreti dejavnost, SP odpreti ali pa DO registrirati ali pa kakorkoli. Ampak delo na črno je tudi to, če naprimer imamo, dostikrat se v kakih tandemih lotijo teh poslov, naprimer, da so pač oni ali pa mogoče njihov družinski član ali pa prijatelj, pa kakorkoli, pa delajo pod eno blagovno znamko, pod eno spletno trgovino. In to je že eno tako tveganje, da če dva različna človeka sodelujeta,
potrebujeta neko prvo pravno osnovo, se pravi neko pogodbo ali pa neko pač po neki zakonodaji, ki to omogoča, in običajno vedno tudi neko prijavo tega pravnega razmerja. To govorimo o teh tako imenovanih prijavah v zdravstveno ali pa pač zavarovanje. To pomeni, da dejansko naredimo legalno to našo idejo, ja. Ja, no, pač naše sodelovanje, Tako, ja. specifično v delom na črno, in naredimo pač to, da dva, ki sta pač prijatelja, opravljata to dejavnost skupaj. Se pravi, če smo SP, pa nam pri tem nekdo pomaga, naprimer, imaš SP, nekdo je zelo dober v delu, pa dela te stvari, pol pa pač njegova prijateljica, ki pa zna delati z socialnimi omrežji, pa se ukvarja s tem marketinškim delom. In se zna zgoditi, to smo imeli že primer, ko je ta prijateljica odgovarjala na povpraševanja pa na maile, pa se je tudi podpisala, potem je spodaj pisalo Tina, a SP je bil pa na Boruta nekega, SP. Kdo je ta Tina, Če to vidi inšpektor, bo takoj, ok, kaj je vaša osnova za sodelovanje s to osebo? Je to študentka, ima študentsko napotnico, je to zaposlena oseba, imate pogodbo o zaposlitvi, se pravi, in pač tudi potem prijavo v zaposlitve. A je to mogoče avtorsko delo, ali je podjemna pogodba, zakaj gre, Ali je mogoče družinski član, mogoče pa to moja sestra, pa ga imam pač lahko takega družinskega člana ravno tako legalno vključenega v tako imenovano brezplačno družinsko pomoč, malo delo se temu reče. Ampak, to je tista ena bolj pogostih situacij, ki je spet problematična. Ja, nekaj, kar si zelo hitro vzamemo, nekdo, ki nam samo pomaga z našega vidika, ampak z vidika v bistvu zakonodaje pa gre za neko obliko dela. Ja, in če ni registrirano, ni pač ustreznih podlag, gre za delo na črno. To sta mogoče taka dva najbolj pogosta primera, ki sta očitna. Potem pa seveda tudi iz vidika DDV-ja, pride do kar lahko enega kupa neskladij, kot smo prej ugotavljali, sistem kompleksen in tako na večjih frontah se lahko zgodi napaka, ali se DDV napačno obračunava, ali presežeš prag, to se dostikrat zgodi. Ja, potem, to pa poznam. To je en dosti pogost postopek, ko pač nekdo prodaja, potem pa kar naenkrat je že presegel prag, pa še ni se v bistvu vključil v sistem DDV-ja. In bi mogel biti DDV v bistvu že obračunavan na računih. Zgleda, kot da si sama kaj podobnega doživela. Zelo vneto kimam jaz tega, ker definitivno pašem v ta ZOS, ker sem odprla podjetje, seveda normirane speše takrat, in sem veselo prodajala in sem potem 30. marca ugotovila, da sem že, mislim, da septembra lansko leto presegla in je bilo zelo, zelo boleče spoznanje, ker sem v bistvu mogla potem plačati DDV za vse nazaj. Včasih, če je B2B, poslovanje se še da celo dogovoriti pač s tistimi, če je to v takem obdobju leta, ja, pa še ni prezgodaj. Ja, jaz sem bila čisto prepozna. Druga stvar je pa tudi, ni samo ta redni DDV problematičen, ampak tudi tisti, ki sem ga omenil, tisti OSS, se pravi ta enotna unijska ureditev za prodajo nadaljavo pa digitalnih izdelkov, tudi to se relativno hitro lahko preseže. 10.000 evrov, če se gremo ena prodaja neke resne na EU trgu, ni toliko nedosegljiva. In ko enkrat to presežemo, bi že mogli biti identificirani v ta sistem in plačevati ta davek. Pa v bistvu zelo pomembno, da mi res redno spremljamo finance, naše prihodke. Tako, in tudi pač razdelane po državah, recimo, če se gremo mednarodno poslovanje, kar itak je danes edino smiselno. V resnici, govorimo, da je Slovenija res majhen trg, ampak po drugi strani Evropa je pa velik trg. Ja, in da so v bistvu mogoče že na začetku razdelamo res vsaj te malenkosti, da si zapomnemo 60.000, 10.000, te osnovna znanja, ki pa v bistvu ne zahtevajo spet tako veliko administracije, da vsaj neke prave smernice nastavimo, da polka bomo majčken večji, da ne bo sanacija stala 1000 in 1000 evrov, pa 1000 in 1000 ur dela na naši strani. Mislim, osnovno, pač ko se lotimo podjetništva, se moramo primerno informirati o tem, kakšne bojo naše obveznosti, glede na to, kakšen posel smo se lotili. Ni vsak posel isti, vsak poslovni model, vsak bi rekel dejavnost, ima neke specifike lahko in naše obveznosti moramo poznati, pa prav tako tudi neke splošne podjetniške v bistvu obveznosti. Če lahko malo samo promocije na to temo, sem tudi pred leti napisal knjigo Znajdi se v podjetništvu.
bo mogoče odlično, bomo dali link podeljen in so take pač čisto od A do Ž, mislim, čisto osnovne tematike obdelane, tako da neko osnovo pa definitivno vsak more pridobiti. Zato, da se podjetniki lažje znajdejo, si napisal to knjigo. Tako. Super, odlično. Definitivno bomo dali link, zato da mečken pomagamo tudi, ker tudi jaz izven tega podcasta ugotavljam, da preveč ljudi enostavno skoči na ta podjetniški vlak brez nekega razmisleka in potem take stvari znajo čez kakšno leto, 2, 3 zelo, zelo boleti, tako finančno kot časovno in je v bistvu res fajn, da se jih mi izognemo. Ja. Bite pa zdaj v bistvu, ker naj čas že malo preganja, še kaj taki kratki, sladki temi. In sicer videla sem, oziroma tudi pogovarjala sva se o tem, da v tvojem računovodstvu skrbite tudi za kriptosvet. Pa mi zdaj mogoče tukaj povej najprej eno tako čisto uvodno vprašanje, kaj točno sploh, kdaj sploh si podjetnik, kadar imaš kriptoinvesticije? Kaj je ta ločnica? Ja, mislim, zdaj, če si podjetnik in v okviru svojega posla deluješ še z neki z kriptom, recimo primer, imaš DO, pa imaš gor neka sredstva, zaslužiš nekaj denarja, se ti nabira na poslovnem računu, recimo, ne, pa rečeš, okay, kaj bom zdaj, sam hrano, ali pa mogoče že odprej poznaš to, pa rečeš, bom še mal oplemenitil, ne. Takoj si že potem kriptopodjetnik. Ne. Mislim, ne, nisi kriptopodjetnik v smislu, da trguješ s kriptom pa tako, ampak imaš določene obveznosti, kako te finančne naložbe zdaj pravilno potem tudi unesti v poslovne knjige in to niti približno ni enostavna tematika in je spet potrebna neka specialna znanja, kako to speljati. Ne? To se pravi, v bistvu ne, že če razmišljamo, kaj bomo pa malo v Bitcoin dali, recimo, ne, to, da se nam nek naložijo. Kot podjetnik govorim. Kot podjetje, ja, seveda. Ja. Smo si že nakopali neke obveznosti dodatne. Tako. Medtem pa recimo, če pa mi trgujemo recimo za tretje osebe, opravljamo to investiranje v kripto kot dejavnost. Čista specifika, tukaj so potem tudi začenja precejšna regulacija, ta MiCA je akt Evropske unije, ki določa pravila, kako je pač treba se registrirati in vse skupaj, tako da to so že precej. Bolj pogost, kot pa taka sva, ali pa pač to je oboje možno, ne? In tudi tisti prvi primer je vedno bolj pogost, pa se zelo slabo zavedajo podjetniki te obveznosti, kako, ker je v končni fazi treba tudi pravilno znati, potem uvrščati ne zgolj investicije kot takšne, ne, ampak tudi potencialne donose teh investicij v svoje prihodke, ker če jih pa ne... Ali pa izgube. Ali pa odvisno od tega. Bolj so problematični dohodki, ne, se pravi, ne tisto, kar ustvarjamo dobičkov, ne, pa dohodka, ne, ker je treba od tega tudi primerno plačati davek. Ne. Tudi če si normiranec, tudi če si ne vem kaj, če si to v okviru svojega posla izvajal, je treba pravilno presoditi, kako to vključevati. Bolj pogost primer kot to je pa, ko pač fizične osebe trgujejo. In trgujejo precej aktivno, z pač večjim portfeljem, recimo, ali pa pač tudi organizirano, mogoče ne samo en sam ali pa tako. Takrat pa lahko že kar malo začnemo govoriti tudi o dejavnosti. So neki kriteriji splošni, ki jih je FURS postavil v svojih pojasnilih, pravzaprav in ni neki hude zakonske podlage zaenkrat še ne, glede teh, bi rekel, pravil obdavčitve, ampak osnovno je pa to. Velikost portfelja, velikost, se pravi število transakcij, pa se pravi zaslužki. Ne? To sta trije taki osnovni kriteriji, ki jih je treba znati presoditi in FURS to ni splošnega, ni zdaj pa 200 transakcije, pa ne vem, 10.000 evrov ali pa ne vem, neki kakorkoli. FURS presoja od primera do primera. Ne? In se pa hitro zgodi, da pač presežemo te, bi rekel, prage tolerance FURS-a, ne? In takrat pa pač spet govorimo o dejavnosti, ki pa jo je treba spet registrirati in tako. Vse pripravljajo, trenutno je v pripravi zakonodaja na temo obdavčitve, ali bo šla skozi ali ne. Ne vemo, niti ne vemo še točno v kakšni obliki. So pa neke ideje, da bi v bistvu od tistih realiziranih dobičkov nekako vključevali svoje dohodke in pač tudi plačali potem davek od tega. Ne? Torej realiziranih v smislu, ko jaz tiste
kriptosredstva dejansko ali porabim, ne, ali pa pač zapravim za neko storitev, kakorkoli. No. Tako da tudi na naši znajdise.net strani je kar tudi nekih teh člankov na to temo, ker imamo tudi pač sekcijo za kripto, no, pač podjetja oziroma kripto pač, ne, poslovanje. Pa je najbolj to, kar se spremljati. No. Ja, sigurno, ker v bistvu zveni kot zelo negotov teritorij. Ne? Ja. Hkrati imamo neka priporočila Fursa, zakonodajeni, Furs se še lovi mečken, ugotavljajo, kaj bi, kaj ne bi. Tako da je definitivno smiselno v bistvu spremljati to področje, pa mogoče res fajn beležiti vse transakcije, ki smo jih opravili. Ja. Da vsaj imamo neko evidenco, kaj smo sploh počeli. Definitivno, mislim, je problem lahko to, ne, da pač enkrat zapremo račun, težko dostopamo potem do teh podatkov, tako da v vsakem primeru je koristno na neko periodiko, če se s tem ukvarjamo, izvažati neke podatke. Ven zato, da imamo pač dokazila, ker če bo Furs prišel pa spraševal po našem premoženju, bo treba znati pojasniti. Ne. Lahko se zgodi, lahko nam je padla sekera v med, pa pač smo lih nek tam altcoin, se temu reče, ne, zdaj pa je neko postransko kriptovaluto kupil, pa dobro zaslužil z njo, ne vem, nekih 20,000 evrov, pa smo rekel, evo, zdaj bom pa teh 20,000 evrov si privoščil nekaj. Ne, in pa si privoščiš eno globo. In si privoščiš eno dobro globo, če nimaš dokazil, kako točno je prišlo do tega zaslužka. Ne. Pa mogoče, če se vrnem samo, ker je podjetniški podcast bolj še na to. Ne. Vedno bolj pogosto se tudi pojavlja kripto kot plačilno sredstvo. Ne. Se pravi, dejansko lahko preko, ne vem, svoje spletne strani ali pa kakorkoli naredimo, da bomo plačilo prijeli v kriptu. Ne. In tukaj treba spet poudariti, da gre za neko posebnost, specifiko, ki ima več plasti. Dve osnovni stvari sta pa to. Prvo kot prvo, ne gre za negotovinsko plačilo in je spet potrebno davčno potrjevanje v ozadju, kot smo že danes večkrat omenili. In druga stvar, trgujemo s kriptom in pomeni to dejansko, da že moramo potem spostavljati evidence in vključevati tudi eventualne te zaslužke teh tečajnih nihanj v svoje zaslužke. Ne? Ker to mora biti v bistvu kar problematično. Če jaz zaračunam nekomu 2 bitcoina. Recimo, dobro posel, ja. In v bistvu jih dobim, ko sta vredna, dobim to plačilo, ko je vreden bitcoin 70,000 evrov, recimo. Ja. Potem si pa izplačaš kasneje, ali pa mogoče neki en. Pa Trump reče, da bo carinu spet, pa je vreden. Pade ali raste, kakorkoli, ampak ja, je dobro to primerno vključiti v tudi finančne izkaze in vse, ker ti lahko na nek način tudi precej pomaga, če gre za izgubo, naprimer. Ne? To se pravi, v bistvu je to res en tak kompleksen svet. Mislim, da bo midva mogla v naši novi sezoni še enkrat tukaj sedeti pa debatirati o tem, kaj vse lahko naredimo na to temo, ker danes imamo čist premalo časa. Pa hkrati trenutno je res tudi zakonodaja in je nehvaležno govoriti o tem, ker ne vemo, kaj bo in kako bo v bistvu končna verzija. Nama en zakonodajni nož visi tukaj nad stropom, ne? Tako da bova res v bistvu to temo tukaj zaključila, tako da imajo v bistvu naši poslušalci vsaj neke osnovne smernice in mislim, da če ponoviva, je pač definitivno tukaj glavno vodilo evidenca. Ja, če čistko, ne, res zaokrožimo to današnjo, bi rekel, široko tematiko spletne prodaje, ne. Prvo kot prvo je treba takoj, ko vidimo, da nam nekaj začne laufati prodaja prek spletu, je treba čim prej se lotiti legalizacije, recimo tema, se pravi, ne, vzpostaviti podjetje in tako dalje. Potem je treba poskrbeti za pravilno izdajanje računov, pa za pravilno vključevanje morebitnih sodelujočih oseb, ker to so med največjimi tveganji. DDV je treba urediti primeren status ali atipičnega zavezanca. Mogoče, če prodajamo v Evropski uniji končnim kupcem hitro tudi OSS vključitev, ne, ta one-stop shop Evropske unije. In pa pač potem voditi evidence in pač mogoče še pa predvsem tem pa pridobiti kakšen dober strokovni nasvet ali pa pač se dobro informirati, kaj vse moramo imeti. Ja, res je, v bistvu, ker se spomnim enega primera, se mi zdi, da v Sloveniji kar po defaultu smo vsi normirani SP-jevci, ne? Ampak ni pa to čisto res najbolj optimalno za vsako dejavnost. Mi smo imeli kar nekaj v bistvu teh
svetovanj, no tudi na račun tega, da smo delali kar obsežne kalkulacije, kdaj se komu kaj splača, pod kakimi pogoji, kakšni so scenariji, kakšni so potencialni posli in v bistvu tudi ta odgovor, ali biti normiranec ali ne, ni niti približno to enostaven odgovor. Spravi, ni to enoznačen odgovor, da je odgovor ja, itak direkt bo to normiranec. Je čisto odvisno od dejavnosti, od tega, kaj počneš, kaj prodajaš, koliko prodajaš, kakšne imaš plane, velike scenarije in je najboljš narediti pač kar eno dobro analizo, kalkulacije, par Excelov in to je to. Ok, pa za konec, sicer si tako lepo povzel že v bistvu ta najin podcast, ampak te bom vsem prosila, da če bi izpostavil res eno stvar, ki naj jo podjetniki počnejo, zato da bo računovodstvo majčkeno lažje v tem spletnem svetu, kaj bi jim položil na srce? Naj si v zgodnji fazi pridobijo prave informacije. Zaradi tega, da se bojo oni lahko brezskrbno posvečali tisto, čemer uživajo, tisto, zakaj so se lotili posla, brez nepotrebnih tveganj. Robert, hvala.